Darja Fišer, zaposlena sem kot docentka na oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti. Moj hobi je pa vrtečkarstvo na balkonu. Zelenjava je nastala iz čisto praktične potrebe po prostoru. Ko sem doma posejala in vzgojila preveč sadik, sem jih izmenjala s prijatelji, na kar se je izkazalo, da tudi drugi imajo preveč sadik in jih želijo menjati. Motiv je bil, da se vsi znebimo odvečnih sadik in te sadike ne pristanejo v smete, ampak jih drugi koristno uporabijo. Mi pa dobimo sadike, ki nam jih samih ni uspelo vzgojiti. Potem se je projekt razširil na izmenjavo vrtnih presežkov, pridelka, odvečne solate in podobno, pa tudi ozimnice po zimi. Menjamo semena, sadike, pridelke, ozimnico in vse ostale vrtne presežke, tudi dodatno orodje, ki ti ne pride več pravilno. Torej, slovensko avtohtono semena? Menjamo vse, kar pridelajo vrtnarji v Sloveniji doma. Ne kontroliramo, ali je ekološko pridelano, ne kontroliramo, ali so avtohtona, da so domača, z domačega vrta. To si želimo, ampak tega ne moramo preverjati. Mi smo ekologi brez meja, danes sodelujemo na zelenjavi, smo izkoristili ta krasen dan in ta krasen projekt, da predstavimo naš nov projekt, ki se imenuje Volk sit koza cela. In podnaslov tega projekta je Slovenija brez odpadne hrane. Danes smo hoteli ljudem prikazati, da se da veliko stvari v kuhinji uporabiti. Tiste, ki običajno zavržemo, se pa da iz njih skuhati kakšna dobra juhica, ki smo jo danes tudi tukaj skuhali. Iz česa je vaša juha? Naša juha je skrivnostna juha in jo pustimo ljudem, da jo probajo in ugibajo, iz česa je, ampak jaz vam bom razkrila to skrivnost. Je iz poleg špinače in te cvetače, so noter tudi zeleni deli od korenja, od redkvice, od zelene kolerabe, delčki od špargljev, ki jih sicer zavržemo, in to se da vse porabiti. Istočasno delamo pa tudi takele majhne eksperimente, da ljudje ugibajo z očmi, katera zelenjava je ekološko pridelana in katera je ta običajna iz trgovine, uvožena. In testiramo tudi okuse, če znajo ljudje preko okusa, ugant, kaj je ekološko pridelano in kaj je običajno zelenjava. Tole je dobro juhca presenečenja, ki skuha zavod Juhahu, ki s triciklom vsak dan po Ljubljani prebraža ekološke, veganske juhice. Sem prišla pogledati, kaj se dogaja, in ker imam rada zelenjavo in take nenavadne stvari, ki se ponujajo v hrani, zeleni, se mi všeč. Me veseli, da to lahko najdeš. In ponavadi kupujete slovensko? Če sem čisto poštena, ne kupujem zelenjavo slovensko, ampak eko ne vedno, v glavnem pa nasedem tudi na kakšno tako eksotično zadevo, kdaj pa kdaj. Jaz imam tukaj predelavo stare odpadne embalaže, kaj se lahko uporabi na zelenjavi ali pa mogoče tudi kako drugače. To v bistvu je delavnica, kjer lahko vsak izdela embalažo in pač po mojem načrtu in jo uporablja. Velike embalaže se da še uporabiti, ni takoj odpadna, sam pač večina ljudi ne razmišlja o tem, ne pomisli sploh na to, ampak sam vrže pa je to in nikoli ne pogleda, koliko se je nabere in v bistvu, kako bi bilo še uporabnih stvari lahko iz tega. Jaz sem popolna začetnica, letos bom dala stvari v betonska korita pred hišo, tako da zdaj imam tukaj neke super paradižnike, pa ognjič, pa meto, meliso, tako da zdaj sem prišla iskat, naslednjič bom pa jaz podarila oziroma meliso. Zdaj prvič priložnost. Prej sem bila blokovski otrok in živela ves čas v bloku, zdaj pa živim v hiši in imamo pač zunaj ta korita in zdaj si lahko to privoščim. Jaz sem Breda in sem drugače iz Ljubljane, vrtnem šele drugo leto, ampak še sem čisto padla noter v to zelenjavo. Mi je ideja blazno všeč, da je nekaj
ljudje delajo z veseljem, pa da menjajo z veseljem, ne pa da je vse v denarju pa v materialnih stvarih. Pa spoznaš kakšno nove ljudi, malo se nasmejiš, što kozlarijo rečeš. Kje pa so lokacije, kjer človek lahko v Ljubljani najame vrt? Ja, največ tako malo bolj obrobje Ljubljane, ne tam v Savlje, pa že Kleče. Tudi v Ljubljani med bloki se najde kaj, pod Kozovcem so eni vrtički, tako da najde se tiska želi, po moje ima vse možnosti, da najde. Torej se da, tudi če živiš v mestu. Se da, z malo dobre volje se da vse. Zdaj ostane še čisto malo, drugače sem prinesla listna ohrovt, tole okrasne bučke seme, sol z rožmarinom, ko sem ga sama pripravila, pa potem potapljence sivke, potem pa origano, meliso, meto, timijan, pa žajbo. In to si sama vzgojila? To sem se sama vzgojila. In potem boš to menjala ali pa darila? Čisto odvisno. Če imam nekaj zamenjati, zamenjam, če pač nimajo, pač podarim, pa se naslednjič zmenimo, tako kot sem rekla že parkrat, zamenjati se da tudi prijazno besedo. Jaz žal nimam vrt oziroma bi ga rada imela, sem se tukaj danes pridružila. Sem pripravila pito iz graha, dodala sem špargle. Tukaj so pa tudi ene vrste sladice, so pa špargli pa z pinjencem. In kako to, da ste se odločili danes sodelovati na tem dogodku? Zato, ker sem se odločila, da bom naredila svoj vrt, pa raje še take domače vzgojene sadike, kot tiste kupljene. Kolegica mi je to idejo predstavila in sem se pridružila. Danes imam tukaj viške svojih pridelkov iz vrta oziroma zdaj, ker je takle čas, imam flance paradižnika. Tako da tukaj imam paradižnik, sem prinesla, ki sem ga iz semen vzgojila, potem ognjič na vrtu, ki se mi je razširil, sem ga malo razdelila, čokoladno meto, boreč, to je ena zdravilna rožica tudi za na vrt, luštrek pa melisa sta se mi pa zelo razrasla, tako da sem zdaj tudi sabo prinesla. Malo semen, kar mi je ostalo, pa zeolit. Zeolit je pa ena kamnina vulkanskega izvora, ki izboljšuje zemljo. Fino je dodati v zemljo, ker vodo veže nase, pa tudi v lončke, ko se pikira, je dobro dati noter mešanco zemlje pa zeolita, ker ko zaliješ, v bistvu voda ne steče skozi, ampak ostane v zemlji. Meni se zdi, da Slovenci smo po duši manjše kmetje, pa imamo radi vrtičke, mogoče vsi nimajo priložnosti, da bi ga imeli ali pa se ne znajdejo. Vrtičkov je pa kar dovolj, sam po moje so precej neurejeni. Lepše bi bilo mogoče skupnostno vrtnarjenje bolj spodbujati, urbano vrtnarjenje, ljudi na balkonih, terasah, povsod, da bi še malo več vrtnarili. Mislim, da je še prostora, da navdušimo še predvsem mlade. Ponavadi so take bolj majhne, podobovatelj. Zelo preprosto. Imamo krompir, ekološki, ki ga potrebujemo posaditi, pa doma vzgojene paradižnike, ki bomo jih zamenjali za bučke. Fižol, pa blitvo, nekaj, kaj je zelo visoko zrasle. Pehtran, pa šparglje, kaj smo še imeli? Rdeče je bilo. Kdo te je navdušil za vrt? Mama. Smo vse sijali. Tako da vrtnariva skupaj. Povej, zakaj si ti danes tukaj na zelenjavi? Da zamenjamo naše rastline z rastlinami od drugih ljudi. In kaj si prinesla? Zelje pa cvetačo. In vrtnariš tudi sama? Ja. Kje ima svoj vrt? Blizu doma v Zalu. V Zalogu stanuješ? Ja. Zelo si mlada, so tvoji sovrstniki enako tudi zainteresirani za vrt in vrtnarjenje? Ne. Ne? Si precej izjema v tem? Ja. Kdo te je navdušil? Starša. Starša, Imate vrt že dlje časa? Ne. Ne? Mama? Drugo leto imamo vrt. Drugo leto? Ja. Kako to, da ste se odločili za vrt? Zato, ker radi vemo, kaj jemo. Danes malo bolj azijski, imam bambuse vršičke, pa par semen, pak čoj, tajsko zelje, pa malo čilijo.
A to si vse sam vzgojil? Ja, večinoma ja. Bambus rasti kot plevel, tako da to ni treba zelo delati. Drugo pa, ja, malo veselje. To je meditacija, da se malo sprostiš. Če treba plevel pobirati, to je stvar, ki jo brez razmišljanja počneš in malo sprostiš glavo. Imam ameriški slamnik, kjer sem ga pred leti kupila sadiko v semenarni in se mi je tukaj zdaj razrasel, tako da imam višek za oddati. Zelenjava se mi zdi super projekt, tako da ljudje lahko izmenjajo, kar so sami pridelali in imajo preveč. In hkrati tudi druženje, seveda. S sabo sem prinesla kros bio koprive za v čaj, ker zdaj spomladi je treba prečistiti kri, pa nekaj žajblja. Potem sem pa dobila že paradižnike, pa marmelado sem dobila in še kaj pomagam tukaj pri organizaciji, tako da tudi čaj delimo. Najprej je to za mene oblika sprostitve, rada se ukvarjam tudi z rožami, ne samo z zelenjavo. In potem, da veš, od kje je pridelano, da ni špricano, da ni s pesticidi obdelano, tako da je domača, pristna, v tvojem vrtu zrasla zelenjava. Vi ste presenečeni z današnjim dogodkom? Sem zato, ker nisem vedela, da je to poteka tukaj. Aha, in kako se vam zdi? Zelo zanimivo. Moram si ogledati še naprej, ker bi tudi sama rada kaj vzela, poprobala. Nisem vrtnar in nisem nikoli imela vrta in nisem zrasla na kmetih, ampak v mestu. Pa me je lani prijateljica rekla, a bi ti vrtnarila? Pa bi. No, in tako je povedala, da botanični vrt organizira vrtičkanje in imamo na drugi strani od botaničnega vrta, čez progo, imamo zdaj vrtove. Darja je glavna pravzaprav in imamo vsak svojega mentorja. Seješ in sadiš, oni pa v glavnem povejo, kaj je v tistem času za delati. Mi smo bolj izvršni, bi rekel človek temu, ne? No in vrtičkamo. Koliko vas je? 2, 4, 6, 7, 8. Pa se vam ljudje še lahko pridružujejo? Ni več zemlje. Ni več zemlje. To je včasih so bili že tam vrtički, zdaj smo na novo, to lansko leto je bilo po dolgih letih to prekopano. Zelo dosti je kamenja, plevela se, kar borimo. Podpiram vse vrste souporabe, menjavanja, vse, kar se tiče sharing ekonomije. Ja, vrtnarov na oko. Zdaj eno posebno vrsto visečih paradižnikov. Tako da ti lahko tako dobro raste, pa te iz več dobiš. Super. Ne vem, eno tako super mini baziliko, paprika so šla dol iskati.